Jo, sonce mi sveti na polno, ampak perfektno. Ambient, evo, obala, Hrvaška. Imamo neke nove teme, o katerih bi danes rad govoril in dajmo začeti. V glavnem, kvalifikacije za svetovno prvenstvo so tukaj, evropsko prvenstvo se bliža, dosti je novih informacij celo o uvrstitvah na naslednje olimpijske igre. Govoril bom danes tudi o zasedbi, ki jo bomo lahko gledali iz različnih reprezentanc na evropskem prvenstvu. Tako da, tem za obdelati je ogromno. Hej, če si tukaj nov, če ti je takšen ambient všeč, če imaš rad košarkarske analize, highlights nasploh, predlagam, da se na moj kanal GrXCourt tukaj spodaj naročiš. Lepo vabljeni. Gremo. Torej, slovenska košarkarska reprezentanca se je že zbrala, v bistvu že trenirajo v Kranjski Gori. Ni še to popolna zasedba, jasno, da čakamo še Luko Dončića, Gorana Dragića, pri čem čakamo z njegovo odločitvijo. Žal pa recimo zraven ni Žana Marka Šiška, čemu razloge ne bomo zdaj iskali, ne bomo niti ugibali, ker ne vemo natančno, ampak hej, je pa tukaj priložnost za koga drugega, recimo Žigo Samarja, ki je menjal svojo sredino. Letos bo, oziroma v letošnji sezoni bo zaigral za Berlinsko Albo, Euroligo. Zdaj, če bo kam posojen, natančno še ne vemo, ampak dogovor je podpisan. Torej, misija Eurobasket se je s temi pripravami začela, še predtem imamo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, zelo pomembna zadeva. Igramo z Nemci in Estonci pred evropskim prvenstvom in pa seveda še kar nekaj pripravljalnih tekem. Začnemo že naslednji teden v Celju proti Nizozemski in Črni Gori in pa proti Srbiji. Imamo Nikolo Jokića, Luko Dončića, pa še marsikoga drugega v Stožicah 17. augusta. Predvčerajšnjim so bile karte dane v javnost, ni jih več, tako da izjemno vzdušje kot proti Hrvatom se napoveduje. Gremo naprej. Evropsko prvenstvo, tisto najbolj zanimiva zadeva tega poletja, to bo talenta na Antetokounmpo, Jokić, Dončić, Španci, Francozi, Turki, kdo da ni. Ampak razlika je v tem, da se bojo letos resnično praktično vsi najboljši, dobro, mogoče kdo ne, ampak praktično vsi najboljši se bojo odzvali. Recimo pri Grčiji imamo 4 brate Antetokounmpov na širšem seznamu zaenkrat. Noro. Bogdanović sicer manjka pri Srbiji, imamo Jokića, pri nas imamo Luko Dončića, Dragića čakamo. Ni da ni. Skratka, talenta bo na izvoz, če imate možnost priti v Nemčijo. Gremo navijati, ker tole bo noro. Branimo naslov evropskega prvenstva, jasno da, tako da, če ne mogoče prvi del, pa mogoče na drugi del, ker praktično sem prepričan, da se bomo tja uvrstili. Že v samem začetku imamo Bosno, Džena Nusa, je že napovedal prihod nov igralec Real Madrida. Jusuf Nurkić isto tako, Francoze imamo v svoji skupini. Da ne naštevam, da ne izpustim kogarkoli, se lahko spodaj poigrate v komentarjih in tudi sami date svoje mnenje o tem, kakšne so naše možnosti, kako je naša reprezentanca v tem trenutno močna. Skratka, podebatirajmo. Zelo zanimiva zadeva. Tudi če bomo obranili, kako bi to bilo lepo, tudi če bi obranili naslov evropskega prvaka letos v Nemčiji, nam to še ne zagotavlja nastopa na naslednjih olimpijskih igrah, ki bodo v Parizu. To je pač ta FIBA, ne, in ta njihovo veleumje, no, kakorkoli. Mislim, kaj takšnega se seveda v nogometu, mogoče celo v katerem drugem športu ne more zgoditi, ampak glejte, v košarki pa se. Kaj pomeni? To pomeni neko novo borbo. Zdaj, kakšne so nove informacije? Na olimpijske igre se uvrstijo najboljše zmagovalec, jasno, svetovnega prvenstva, najboljši 2 ekipi iz Evrope, najboljši 2 ekipi iz Amerike, najboljša ekipa iz Azije, Avstralije in Afrike. Torej, če tukaj naredimo hiter izračun, od 12 reprezentanc, ki se vrstijo na olimpijski turnir, že je uvrščena Francija, jasno da gostiteljica,
najboljši dve evropski državi, no saj vemo, tukaj je, če se štejemo 1+1, Francija ne more biti, tako da če bo slučajno med temi najboljšimi reprezentancami Francija, še tretja, no. Iz Amerike 2, Afrika, Azija, Oceanija in Avstralija, imamo 8 od 12. 4 kvalifikacijska mesta se pridobijo iz 4 različnih turnirjev, ki se bodo igrali kvalifikacije. Podobno kot si je Slovenija nazadnje priigrala svoj nastop na premiernem olimpijskem turnirju. Vse ostalo je zgodovina. Tako da, tole so te najnovejše novice, kar se tiče košarke v tem trenutku. Nisem se namerno osredotočal na NBA, ker je malo v spanju oziroma fringersi nič posebnega. Slovenska košarkarska reprezentanca in ostale se pa pripravljajo na glavne dogodke tega poletja. Torej, upam, da dobro preživljate svoj poletni čas, da ste že kaj izkoristili dopust, če ne, upam, da ga boste v prihodnje podobno kot ga trenutno jaz. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Gregor sem bil z vami iz kanala Greg's Court. Za vse ostalo si pišemo tukaj, če ste tukaj novi, imate radi podobne analize, dobrodošli, da se naročite na moj kanal. Do nadaljnjega.